Lep pozdrav vsem, jaz sem Tomaž Nerjavec, delam na odseku za tehnologije znanja na Inštitutu Jožef Štefan. Večina ljudi pri nas ukvarja z strojnim učenjem in podobnimi zelo računalniškimi zadevami. Jaz sem mogoče taka malo črna ovca, ker se veliko ukvarjam z jezikom, predvsem z jezikovnimi tehnologijami, izgradnjo virov za slovenski jezik, predvsem za slovenski jezik, no in tam se srečujemo skozi z XML-jem in pa z TEI, ker je to nekako naš način, kako te vire zakodiramo potem za računalnik. Tako da, kar bi vam jaz danes povedal, je po nekem kratkem uvodu, bi jaz računal nekako, da pravzaprav tu niste kakšni XML eksperti, zato bo to precej uvodno predavanje v XML-ju, ravno toliko, da dobite občutek, kako cela zadeva zgleda. Tako da, kako so XML dokumenti zgrajeni, zelo na kratko, kako izgledajo sheme XML-ja, ki potem definirajo za nek tip dokumentov, kakšne elemente bomo v njemu uporabili, in pa neko kratko ozadje o TEI-ju, ki ga bo potem Matija bolj podrobno obdelal in pa seveda vsa nadaljnja predavanja tudi. Zdaj, XML je standard in zakaj mi hočemo sploh standarde uporabljati? Pri zapisu računalniških podatkov, to je zdaj že rahlo zgodovinsko, ker stvari so se uredile, svoj čas je pa definitivno veljalo, da sami podatki, zapis podatkov je bilo nekako se je smatralo zelo sekundarna stvar. Važno je bil program, s katerim delamo s podatki, recimo urejevalnih besedil, da lahko mi upišemo neko besedilo v računalnik in ga potem tudi natisnemo. To je bil računalnik tudi nekakšen medij. Se je pa zelo hitro izkazali, da pravzaprav sami podatki so zelo važni, mogoče celo bolj kot konkretni način, kako so zapisani. In tukaj smo potem prišli do celega šoka problemov. Prvi je bil s trajnostjo, ker, kot vemo, programi, danes je en popularen, čez par let bo nasleden, nekega programa proizvajalec ne vzdržuje več in tisti podatki, ki so bili zapisani v tem programu, so pravzaprav izgubljeni. Tega se je kar dosti dogajalo, kakšni med vas se še spomnijo WordPerfecta, kjer je bilo ogromno nekih besedil zapisanih in po 5 letih, ko so ga nehali delati, je bilo tisto pravzaprav izgubljeno in je bilo treba še enkrat vse skupaj narediti. Druga stvar je izmenljivost. To je to, da če bi mi nekomu drugemu radi dali svoje podatke, ki pa so vezani na nek konkretni program, tisti človek pa dela na neki drugi platformi z nekim drugim programom, so spet hudi problemi, ker mogoče se jih ne da konvertirati in potem se jih ne da tudi uporabljati na drugih platformah oziroma se jih ne da izmenjevati. Uporabnost je naslednja stvar, kljub temu, da ponovadi mi pišemo recimo besedila v urejevalnik z namenom, da jih potem natisnemo, imajo lahko podatki, posebej jezikovni podatki, še bistveno več namenov kot samo tisk. Lahko jih postavimo na splet, lahko bi po njih hoteli iskati, lahko jih uporabimo kot jezikoslovni korpus, na katerem bi delali jezikovne analize in tako naprej. In zdaj spet, če so vezani na neko konkreten način zapisa, ki niti ni javen, naprimer, ampak je del nekega programa, so s tem spet problemi. Razumljivost je tudi problem. Razvijalci programske opreme se ne trudijo, da bi format, ki so ga oni za svoj program izbrali, bil kaj posebej razumljiv in potem, če mi te podatke pogledamo, vidimo tam pač neke grabljice, neke čudne stvari in si ne predstavljamo, kaj bi to sploh lahko pomenili. Zelo lepo je, če so podatki razumljivi tudi ne samo razvijalcev, ampak tudi vsem ostalim. In nenazadnje preverljivost, če smo mi v stanju, da neke nove podatke naredimo, kako pravzaprav preverimo, da so v skladu z neko shemo, z nekim standardom, s katerimi bi mi hoteli, da so v skladu. Rabimo nek avtomatičen, mehaničen način, da se da preveriti, ali podatki dejansko ustrezajo specifikaciji. In zaradi vsega tega je seveda zelo fino med standardi, ki ti stvari urejajo, so javni, odprti, se vzdržujejo in pa za večino, vsaj kar se tiče jezikovnih podatkov, obstajajo tudi načini, potem da se da preveriti
če so podatki v skladu s specifikacijo standardov. Zdaj, jezikovni podatki so za razliko, to, kar sem zdaj govoril, pravzaprav velja ne samo za jezik in za tekst, ampak za katerekoli podatke. Jezikovni podatki so pa rahlo posebni. Po eni strani, tipično z njimi delamo v urejevalnikih besedil, ki pa so zelo usmerjeni v izgled. Nas tam zanima, da je poglavje napisano naprimer v 24 pikah z poudarjenim tiskom, da če je nekaj v besedilu poudarjeno, da bo to v ležečem tisku in tako naprej. Namenjeni so ljudem, da gledajo in ljudje že razumejo, kaj pomeni, če je nekaj bistveno večje, po spredi ena pika stoji, da bo to naslov. Z računalniki drugače, ker nimajo tega implicitnega znanja o jeziku in o tem, kako so naprimer knjige strukturirane, rabijo bistveno bolj eksplicitne informacije o tem, kaj je naslov, kaj je odstavek, kaj je poudarjeno besedilo, kaj je naprimer ime in tako naprej. Urejevalniki imajo tudi zelo ohlapen zapis. Vi v Wordu je vsaj 5 načinov, kako dobite pravzaprav isti izgled, ki bo potem natisnen. Mi lahko neki stvari rečemo, to je pa naslov na prvem nivoju, lahko pa sami povečamo font, pa naredimo tisto stvar krepko, zgledalo bo isto. Od spodaj, to zaprav v samem zapisu podatkov, bo pa stvar bistveno drugačna, kar pomeni, da je potem tudi dvoumno, spet računalnik ne ve točno, kako bi s tem delal. Seveda obstajajo načini, kako se s podatki bistveno bolj računalniško dela, to so podatkovne baze, kjer so stvari izredno lepo urejene, točno se ve, kaj kam spada, kako so stvari med sabo povezane. Je pa problem to, da besedila niso tako lepa strukturirana stvar, kot so naprimer seznam vseh zaposlenih v podjetju in njihove plače in prispevki, ampak so semi polstrukturirani podatki. Imamo neke besedila, vmes se pa znajdejo neke relativno dobro strukturirani deli. To zapravo, da niti urejevalniki, niti podatkovne baze niso prav prava stvar za strukturirane besedila. To so ugotovili že v 80-ih letih in so se spomnili, oziroma so razvili tako imenovan Standard Generalized Markup Language, SGML. Kot vidite, to je postal tudi ISO standard leta 86 in ideja je bila tukaj, da zagotovi način zapisa, ki premosti vse te ovire, ki sem jih ravno kar naštel, to zapravo, da je prenosljiv med platformami, da je odporen na tehnološke spremembe, da bo berljiv tudi čez 20 let, da lahko isti dokument uporabimo za različne namene, da omogoča avtomatsko preverljivost. In to je vse zelo bilo lepo, in je tudi taka debela črna knjiga, ki je razlagala standard, ki je bila 5krat daljša od standarda. In v tem je v resnici bil tudi problem. Vsega je bil izredno kompleksen jezik, pravzaprav nikoli ni bil razvit niti en program, ki bi ga do konca obvladal. In rezultat je bil, da so to uporabljale zelo velike firme, kot je bil IBM, pa neki projekt Boeing, ki ga je uporabljal za dokumentacijo za svoje avione, pa v akademski sferi neko nišo najdel. Ni se pa nikoli čisto res prijel. Zato so potem leta 1998 se je sprejel nov standard, ki se mu pa reče Extensible Markup Language in je pravzaprav to je SGML, samo je pa neka zelo omejena podmnožica SGML-ja. Predvsem so vse tiste opcije, variante, kako se stvari napiše na krajši način in tako naprej, so spustili ven. Ideja je bila tukaj, da se zmanjša tako imenovan thumb factor, kjer je bilo to, da če človek vzame standard CGML, ga spusti na mizo, se miza pošteno strese, če XML standard vzamemo tistih par papirjev, tako počasi na mizo pade in ni nobenega problema s tem in tudi računalničar ne bi sposoben nek razčlenjevalnik za XML napisati v enem dnevu. Je zelo enostaven jezik za obdelavo. To ni več ISO, kot vidite, ampak je standard V3C, kar je konzorcij za svetovni splet, je pa ravno tako odprt standard, dostopen na spletu, vzdrževan, dobro premišljen in tako naprej. XML je zelo enostaven za pogledati, tudi berljiv, pravzaprav zato, da vi neko XML datoteko pogledate, niti ne rabite editorja, se pomaga, specializirani urejevalniki pomagajo, lahko pa v kateremkoli pravzaprav urejevalniku tudi pogledate in je cela stvar nekako smiselna. So mu tudi rekli nekak ASCII 3. tisočletja. Zelo se je prijel, XML je dejansko postal
standard, ki ga praktično čisto vsi uporabljajo za zapis besedil, celo Microsoft zadnje čase. Tako da večina programov podpira ali da že sami delajo z XML-ju, ali pa saj uvoz in izvoz podatkov v XML-ju, pa zelo dosti tudi pridruženih standardov, ki ga nekako postavljajo nek širši kontekst, da se da z njim tudi kaj delati, in pa dosti dostopnih orodij za procesiranje. Kaj so glavne lastnosti XML-ja? No, to je nekako taka formalna definicija v prvi alineji, da je to definicija platforme neodvisnih metod za hranjenje in procesiranje besedil v elektronski obliki. To je osnovna stvar. Zelo pomembno, kar bomo spoznali malo kasneje, je to, da XML pravzaprav ni neki jezik, s katerim opisujemo konkreten tip dokumentov, ampak je metajezik. V njemu samo podamo nek okvir, kako se pravzaprav definira konkretne jezike za opisovanje strukture različnih tipov dokumentov. Kar je na nek način potrebno, ker XML lahko uporabljamo za vse, kot bomo danes slišali, kritičnih izdaj, biografskih leksikonov, jezikoslovnih korpusov, ne moramo imeti isti jezik za vse te stvari, lahko imamo pa isti metajezik, ki neka osnovna pravila definira, potem pa za vsak posamezen tip dokumentov definiramo svojo schemo, kot bomo slišali, v kateri so dejansko definirane oznake, ki jih rabimo. Ne nazadnje, to je projekt konzorcija, kot sem že omenil, World Wide Web Consortium, in je zato specifikacija odprta in nima lastnika, to ni vezan na neke copyrighte, ni kakorkoli zaklenjen, zaprt, ampak je javno dostop. No, in to je zdaj vaš prvi XML dokument, sem dal lepo pesen tukaj. In kaj vidite pri celi zadevi? Verjamem, da pravzaprav tole vam je kar znano, saj tistim, ki ste kadarkoli pogledali kakšen dokument HTML od blizu, ker HTML dejansko je nek konkretni jezik napisan v SGML-ju. XML je zelo podoben, kot vidite te značke, oznake, se vedno začne s pušičastim oklepajem, konča se z drugim pušičastim oklepajem in to je začetna oznaka nekega elementa. Končna oznaka je zelo podobna, samo da imajo tukaj poševnico od spredi. In vse, kar je od začetne do končne oznake, je en XML element. To zaprav, mi imamo en element, ki je pesen, ki gre od tu do tu in vsebuje vse, kar je notri. Pa imamo nek drug element, ki je naslov, ki vsebuje samo besedilo, uvod, konec naslova, začetek kitice, konec kitice, ki vsebuje vrstice in vrstice imajo spet besedilo. Torej, en element je zastavljen iz začetne oznake, vsebine in pa končne oznake. Kaj pa je vsebina elementa? Kot vidimo tukaj, lahko je besedilo, lahko so drugi elementi, kot je v primeru kitice, ki vsebuje samo verze, oziroma pesem, ki vsebuje naslov, v tem primeru dve kitici in to je to. Še zadnja stvar tule, za celoten XML dokument velja to, da mora imeti samo en element na vrhu. Obstaja korenski element, vrhnji element, ki potem vsebuje celoten XML dokument. In to je v bistvu to. To je nekako bistvo, kako stvari izgledajo in kot rečeno, cela stvar je precej enostavna. Je pa seveda potem še določena mera detajlov pri vsem skupaj. Imamo neke oznake, ki se jim reče prazne oznake, tipična oznaka, kot je bilo rečeno, na začetno oznako vsebino, končno oznako, prazne oznake pa nimajo vsebine. To zaprav v tem primeru ni, da bi element zajemal nek del besedila, ampak je pravzaprav točka v dokumentu. Razlikujemo jih potem, da imajo to poševnico napisano tule na koncu, kot vidite, končna oznaka imamo na začetku, prazen element imamo pa na koncu zapisano. In to dostikrat tudi pride prav, naprimer, če imamo v besedilu označene prelome vrstic, prelome strani, so to pravzaprav točke v dokumentu. Težko rečemo, da prelom vsebuje nekaj, pač pa s tem samo
markiramo, kje se prelom zgodi. Formalno po samem standardu bi še omenil, je prazna znaka pravzaprav formalno identična neki taki navadni oznaki z vsebino, ki pa nima vsebine. To je eno in isto in je pravzaprav tudi izmenljivo v samih dokumentih XML. Tu imate še par primerov, da utrdimo znanje. Prvi primer odstavek, začetna končna oznaka besedilo, drug primer, kjer imamo kot vsebino odstavka so novi elementi, v tem primeru stavki oziroma povedi. Lahko imamo tudi mešano in tu se pravzaprav besedila zelo razlikuje od podatkovnih baz, ker imamo nekaj besedila, ki ni strukturiran tale del, potem pa pride en del, ki smo pa rekli, da naj ima oznako pomembno, in potem na koncu spet en klicaj. Tako da mi lahko v XML lahko mešamo besedilo, potem pa pridejo neki deli, ki pa so bolj podrobno označeni. No, zadnji primer, pa vidimo tudi pa prelom za prazno oznako. Pri XML-ju si je nekako še kar pomembno predstavljati to, da to, kar sem vam do zdaj kazal, temu se reče serializacija. To je, kako mi neko strukturo, ki je inherentno drevesna, spravimo v linearno strukturo besedila. Sam model XML-ja pa ni neka linearna stvar, v kateri je neka začetna oznaka, končna oznaka, prazna oznaka, ki so tako ali drugače razporejene. To je način, da mi to lahko beremo, ampak je drevesen, je strukturiran. Zdaj, v računalniku se drevo reče takim strukturam, kot jo vidite tukaj, morate si nekako predstavljati na glavo obrnenega, kot da raste iz pesi in se potem deli na razne veje, ki vsebujejo podrejene elemente in v skrajni fazi potem tudi besedila. In računalniški programi, ki delajo z XML-jem, dejansko si takole modelirajo dokument XML v spominu in potem tudi metode, ki jih imamo za manipulacijo XML-ja, pravzaprav vedno delujejo nad to drevesno strukturo. Zato stvari, ki so v samem tej serializirani obliki lahko zelo blizu skupaj, v tem drevesu lahko pravzaprav zelo daleč narazen. In iz tega dostikrat, ko ljudje procesirajo, XML tudi pridejo kakšni problemi. Ampak to je nekak formalna struktura XML dokumentov, to se prav nek tak razvejan drevo. To je zelo nekak ljudem je blizu ta način razmišljanja, da so stvari gnezdene druga pod drugo, se pa vsega ne da narediti v tem načinu. Naprimer, tukaj imate primer, ki je napačen, to ni XML, kjer imamo, kot vidite, tukaj je neko besedilo, tukaj pa stran tretiran kot nekaj, kar ima vsebino, to se pravi, stran se nekje začne in nekje konča, in imamo potem prvi odstavek, drugi odstavek, kjer se pa potem ta stran neha, se začne naslednja stran, besedilo se nadaljuje, potem se pa konča odstavek. To se v knjigah dostikrat dogaja, odstavek se začne na eni strani, konča pa na drugi. No, tega se na ta način v XML ne da modelirati, ker bi dobili potem to besedilo 2a in besedilo 2b, pravzaprav ni jasno, komu ta odstavek od tu do tu pripada. Je to prva stran ali je to druga stran. Kot vidimo, to ni več drevo, ker dve črti, dve povezavi prideta spet skupaj. Drug način, kako na to gledamo, je, da če odpremo neko oznako, jo moramo potem tudi zapreti, preden lahko neko drugo oznako, ki je odprta, zapremo. To v XML-ju ne gre. In to je nekaj, bi tudi rekel, glavno omejitev tega sistema, samo je ta način gnezdenja nekako predober, da bi ga opustili. Obstajajo pa razne metode, kako se potem izognemo temu. Eno smo že srečali, recimo za stran uporabimo prazni element in potem tega problema, ki je na prosojnici, nimamo več. Dostikrat se izkaže, da bi radi nekim elementom pripisali lastnosti. Kako naredimo to? XML z atributi. Atribute pišemo za začetno oznako in so sestavljeni iz para lastnost je enako vrednost, pri čemer mora biti vrednost v dvojnih ali enojnih oklepajih. No in tu imate par primerov, prelom. Pri prelomu bi mogoče radi povedali, katera številka strani je to in damo zraven atribut stran, ki mu damo vrednost 11.
razdelkom bi lahko tudi dali, damo številke, rečemo, da je to podpoglavje, če imamo nek element, ki vsebuje recept, bi lahko rekli, iz katerega vira smo ta recept dobili in v katero taksonom oziroma pod katero poglavje spada oziroma kateri tip jedi, datume, to je tak tipičen primer, kjer v besedilu imamo nek datum izpisan z besedo, zato da pa računalnik bolje te datume lahko procesira, pa to označimo po ISO standardu, ki izgleda takole, da potem računalnik lahko te datume dejansko najde, ali pa, naprimer, če imamo neke osebe, lahko tudi damo kot atribut spol pa zaposlitev. Tako se uporabljajo atribute, pri čemer je še treba reči, včasih tudi ni čist jasno, da bi neko stvar modelirali kot elemente ali kot atribute. V besedilu je tipično tako, da vsaj na nek idealiziran način, če vse oznake odstranimo iz besedila, XML oznake, to, kar ostane, je potem samo besedilo. Česar ni v besedilu, to pa tipično dajemo potem v atribute. Potem taka heuristika, kaj gre v elemente in kaj gre v atribute. Zadnja stvar, ki jo pa moram povedati, so pa entitete oziroma delci. Zdaj, čist konkreten primer, kot ste videli, znak manjše od, večje od se uporablja za to, da mi naredimo neko oznako v XML. Zdaj pa kaj pa, če mi zares hočemo manjše od ali pa večje od zapisati v XML dokument. Rabimo nek način, da to naredimo in to se dela z delci. Entitete se začnejo s tem znakom in, ampersand, končajo se s podpičjem in nekaj, ki je predefiniranih, predvsem je tale lt kot less than, ki je manjše od, gt greater than, večje od, potem imamo pa še, seveda, ker zdaj ta in tudi uporabljamo za to XML nekaj pomeni, moramo tudi za tega nek način, da ga drugače povemo in to je pa ampersand, imamo pa še apostrofi pa quote, za eno in dvojne rekovaj. Ti so naprej definirani in ti si dobro zapomniti. Tu imamo primer, če bi radi v besedilu tole formulo zapisali, ena je manjša od 2, recimo, da imamo element formula in bomo napisali 1, potem bomo pa ta delec uporabili, ki se ga bo procesor XML zavedal in ko bomo mi to na zaslon dobili ali pa v tisk, bo to dejansko manjše. Podobna stvar z in, ki ga potem zapišemo v XML dokumentu. Takole. Zdaj, če se katere delce zapomnite, si dajte ta dva, to se pravi less than, and, ker če to hočete v samem besedilu zapisati, morate napisati na ta način, drugače bo XML validator rekel, da to ni v redu dokument, ker bo tukaj pač pričakoval začetek neke oznake, pa ga ne bo najdel. To so delci. In z vsemi temi stvarmi zdaj lahko že napišete svoj prvi pravilno oblikovan dokument XML, ki bo po standardu. Ena stvar, ki jo še nisem omenil, je vse pa v principu dobro držati, da se čisto prva vrstica v dokumentu XML glasi takole. Tu se ne bi spuščal v detajle, kaj to pomeni in zakaj te vprašaj, ampak na kratko to nekemu procesorju, to se pravi nekemu programu bo povedal, kar sledi od tu naprej je dokument XML in da ima verzijo 1, pri čemer je verzija 1 še kar v redu, obstaja pa tudi verzija 1.1, 1.2, ki so malo novejše. Vse oznake in te entitete, delci morajo biti zapisani pravilno, kot sem ravno kar povedal. Vsaki začetni oznaki mora ustrezati njena končna oznaka. Za razliko od HTML-ja pri XML-ju je pomemben, a so velike ali male črke. To se pravi, ta oznaka ni enaka kot ta in ni enaka kot ta. To so 3 povsem različne oznake. Važno je nekaj z velikimi ali z malimi črkami napisan. Oznake morajo biti pravilno gnezdene, to smo tudi že povedali, to se pravi, to je narobe. A se začne tukaj in konča tukaj, B začne tukaj, se križajo elementi med sabo in to ni dovoljeno. Kot sem tudi že rekel, cel dokument ima en sam vrhnji element in ko so vsi te pogoji izpolnjeni, imamo pravilno oblikovan oziroma po angliško well-formed dokument XML. In če znate to, pravzaprav zdaj je kar nekaj veste. Tu je samo še en primer
ravno to, da malo vidite, iz angleški pač ne in table, kot da bi bil iz nekega bančnega sistema narejen. No, kot sem že rekel prej, je XML meta jezik, v njemu ne definiramo konkretnih oznak, po drugi strani pa, če bi lahko kamorkoli pisali kakršnekoli oznake, bi bil to precejšen kaos in sistem ne bi moral ravno kaj dosti pomagati. Zato pa lahko mi v XML-ju definiramo, oziroma tako bi povedal, za različne tipe dokumentov bomo rabili različne oznake. Mi se hočemo zmisliti nek vokabular, neko besedišče oznak, ki so zanimive, naprimer, za zapis biografskih leksikonov, radi bi pa tudi definirali, kako so med sabo urejene, katere stvari so smiselne in katere ne. Naprimer, če imamo neko oznako za osebo, je zelo smiselno, da imamo not, kdaj se ta oseba rodila. Obratno ne bi bilo smiselno, da imamo datum rojstva, ki mu je potem nekako podrejena oseba. Ne bi bilo zelo logično, zato da mi hočemo tudi to hierarhično strukturo oznak definirati. In temu se namenjene scheme XML. Računalniško rečeno, ali pa jezikoslovno pravzaprav, v schemi mi podamo neko gramatiko, neko skladno oznak, to zbrav definiramo besedišče oznak v schemi not in tudi kako se te oznake med sabo lahko povezujejo. Kot imamo naprimer skladno v slovenščini, kaj lahko pride pred čem, kaj je podrejeno čemu, ravno tako v schemah XML. Schema bo potem določila, katere elemente, katere sploh smemo uporabljati, katere moramo uporabljati v nekih kontekstih in pa kakšna medsebojna razmerja tudi imajo. Poleg samih elementov seveda scheme določajo tudi atribute, to se pravi, kateri atributi pripadajo katerim elementom, spet ali so obvezni, ali so mogoče samo tam, kada jih potrebujemo, pa tudi kakšne vrednosti ti atributi imajo. Lahko se zamislimo, da imajo vrednosti samo številke, lahko so katerikoli nizi, pri bolj sodobnih schemah lahko tudi rečemo, mora biti datum zapisan po standardu ISO in tako naprej. Zelo važna stvar pri schemah je, scheme so sicer, kot sem jih zdaj pojasnil, so zato mišljene, da lahko mi formalno validiramo nek XML dokument. Samo, če nikjer ne piše, kaj posamezni elementi pomenijo, potem pravzaprav s tako schemo vsaj ostali nimajo kaj dosti početi. Zato je zelo važno, da je schema dobro dokumentirana. Da za vsak element nekaj piše date, pomeni datum, ki je zapisan po standardu ISO, toliko in toliko. Ali pa ime vsebuje ime osebe, kraja ali organizacije in tako naprej. To je dokumentacija, ki je boljši, ko je nek standard, več jo je pravzaprav. In dokumentacija je tista, ki tem računalniškim oznakam, elementom, pravzaprav daje semantiko, daje pomen, da ljudje lahko to pogledajo in rečejo, aha, to so oni hoteli, to so napisali Q, to naj bi Q povedal. In te stvari seveda računalniki ne bojo našli, če mi narobe uporabljamo schemo v tem semantičnem smislu, to je stvar pa potem dejansko človeškega preverjanja, razumevanja kvalitete pri izdelavi samega dokumenta in tako naprej. Tle je en primer, sicer čisto neformalen, če imamo nek dokument XML, v katerem je nič drugega kot element mesto, z podrejenimi elementi ime prebivalcev pa znamenitosti, bi mi neko schemo, ki bi jo napisali, bi rekli, vrhnji element takega tipa dokumentov mora biti mesto. Mesto bo vsebovalo recimo 3 obvezne elemente ime prebivalcev znamenitosti, morajo biti v tem vrstnem redu in pa te 3 elementi ime prebivalcev znamenitosti pa vsebujejo golo besedilo brez nadaljnih oznak. To je tako na neformalni način, neka schema, ki bi potem zagotovila, da bo katerokoli mesto na ta način zapisano. Kot povsod skoraj računalništvo, je tudi tu tako, da nimamo samo enega jezika za scheme, jih imamo več. 3 glavni, ki jih skoraj da moramo omeniti, so DTD-ji, to so Document Type Definition, to je nekaj, kar izvira iz časov SGML-ja, je zelo, zelo stara stvar. Ima pa to prednost, da je še zmeraj dosti ljudi uporabljati, ker je zelo enostavno. Z DTD-ji nekakšne stvari lahko pišemo,
ne pa vsega, kar se da z bolj sodobnimi schemami opisati in pa zamejiti. To se še zmeraj uporablja, no, in ni pravzaprav za smetišče zgodovine. Bolj sodobne in pa tudi najbolj popularne scheme so od konzorcija za svetovni splet, ki so bile razvite skupaj s SGML-jem in so tudi najbolj popularne. Te omogočajo precej bolj natančne gramatike kot pa DTD-ji. Spoznamo jih tudi potem, da so same scheme zapisane v XML-ju, kar je po svoje kar lepo. In imajo pridruženo neko zelo veliko knjižnico podatkovnih tipov. To se izkaže, da pride zelo prav. Mi lahko tukaj zelo natančno specificiramo in za elemente in za atribute, kakšne vrednosti naj imajo. Naprimer, a naj bo datum, a naj bo celo število, a naj bo število, ki mogoče ima ta del za decimalno vejico in pa tudi kakšne druge stvari, ne vem, geolokacije in tako naprej in tako naprej. Obstaja ogromno standardov, ki definirajo posamezne tipe podatkov, takih berljivih, in te scheme to uporabljajo. Ne nazadnje pa potem še RelaxMG z rahlo hecnim imenom, ker je obstajal ta Regular Language for XML, samo potem so ga preuredili in so mu rekli Next Generation in je to postal potem tudi ISO standard. Zakaj omenjam tega? Zato, ker je to pa schema, ki nekje od spodaj jo uporablja jezik za izražanje schem, ki ga uporablja TEI, zato je v našem kontekstu še kar pomemben. Ima neko teoretično čist drugačno osnovo, kot pa DTD-ji oziroma XSD-ji, ki pa je tako dobro osnovana in se da tukaj tudi marsikaj narediti. Tudi RelaxMG je napisan v XML-ju, je pa lepo, da ima alternativno notacijo, ki pa ni XML in je zaradi tega približno 5-krat krajša in mogoče tudi bolj berljiva. Z nobenim od teh jezikov ni zelo težko začeti. Jaz vam bom tule pokazal čist na kratken primer, kako DTD zgleda. Tukaj rečemo, mi definiramo element, ki mu rečemo antologija. Antologija lahko vsebuje eno ali več pesmi, to pomeni tale plus. Pesem vsebuje naslov. Vprašaj pomeni, da mogoče ga imamo, mogoče ga pa tudi nimamo, ne ustrajamo, da mora biti naslov. Vejica pomeni, da temu sledi potem nek drug element, v tem primeru kitica, ki je spet lahko ena ali je pa več. Tale ključna beseda pomeni parsed character data, to v resnici pomeni besedilo. Zapravo naslov ne sme vsebovati drugega kot besedilo, kitica vsebuje poljubno število verzov, ta line pa ne vem, kako se tukaj znajde, ker ga pa zapravo nikaj ne imamo. To bo treba prečrtati, se upravičujem. Tako zle enostaven DTD in nekako potem lahko tudi definiramo, kaj je bolj kompliciranega, definiramo atribute, kakšne vrednosti imajo in to je v bistvu to. To je ravno toliko, da imate občutek za scheme. No, in enkrat, ko imamo neko schemo in dokument, po tej schemi lahko tudi validiramo, lahko govorimo o veljavnem XML dokumentu. Nek XML dokument je veljaven po neki konkretni schemi. Naprimer, tej bo primer takih dokumentov. No, schem je zdaj stotine, po moje, ki so že postale neke sorte standardi za razne namene. Imamo, naprimer, markup language, jezik za opis podatkov, za matematiko, za glasbeno notacijo. Dogbook je zelo znan, ta je za tehnične priročnike, recimo za programske jezike in podobne stvari. XHTML, ki je neka varianta HTML, za spletne strani, je tudi v XML-ju. EPUB, ki ga mogoče poznate, za e-knjige je spet XML. In tudi Microsoft Office je prešel na XML, to zelo te nove končnice, ki jih vidite sedaj, ki ni več dots v zadnji, ampak je dots X. To v resnici pomeni, da so vsi podatki spodaj XML. In Word novi, in Excel, in PowerPoint imajo XML kot svoj osnovni jezik, v katerem zapisujejo podatke.
XML sam po sebi je že kar uporaben, ampak je bistveno bolj uporaben, če imamo zraven tudi še kakšne druge standarde, ki nam omogočajo, da s tem XML-em dejansko nekaj naredimo. Mogoče najbolj zanimivo tukaj je XPath. Z njim, s tem, to je jezik, s kateremu lahko izbiramo dele XML dokumentov. Tukaj spodaj imate primer enega XPatha, dosti enostaven, ki reče to, v dokumentu, začenši s korenom, mi najdi antologijo, tretjo pesem, kitico, ki vsebuje vers, ki vsebuje besedo srce. S tem bi dobili mi iz tretje pesmi vse kitice, ki vsebujejo verze z nizom srce. Tako nekaj skleda na kratko. XPath se uporablja v dveh standardih, ki sta pa potem neposredno uporabna. Eno je XSLT, ki je jezik za pretvorbo XML dokumentov v druge formate, v XML naprimer, to se pravi iz ene scheme XML v drugo schemo XML-ja, ali pa v HTML, ali pa v navadno besedilo. Zelo močen jezik za transformacije XML dokumentov. S takim jezikom, naprimer iz XML-ja, naredimo HTML, ki ga potem pokažemo svetu na spletu. Drugi, precej podoben, ampak vse različen jezik je pa XQuery, ki se ga pa uporablja, kot se je SQL za standardne podatkovne baze, se XQuery uporablja za XML podatkovne baze. To zračamo neko zelo veliko bazo podatkov v XML-ju, lahko z XQuery hitro, učinkovito iščemo po taki bazi. Kaj lahko počnemo z dokumenti XML? To je nekako ponovati prvo vprašanje, ki ga postavlja, kaj pa zdaj, kaj imamo? Odgovor je karkoli lahko počnemo z njimi, ker osnovna ideja XML-ja ni, da mi vnaprej nekako imamo točno idejo, mislim, lahko jo sicer imamo, ampak ni ideja, da se to procesira, ampak je ideja, da je to preverjeno, shranjeno, trajno in pa uporabno za različne namene. Zato, pravzaprav, enkrat, ko mi imamo XML dokumenti, tipično treba še nekaj dela vložiti v to, da iz njega nekaj koristnega naredimo, naprimer, da ga postavimo na splet. Ampak enkrat, ko smo to delo vložili, oziroma to delo mogoče tudi ni tako veliko, kot se zdi, ker taki programi lahko že obstajajo, lahko pa ga uporabimo potem res za zelo, zelo različne namene. Lahko enostavno natisnemo zadevo ali jo pa predstavimo na spletu, kar je tipično bo drugače skledalo na spletu ali pa na mobilnih napravah kot e-knjigo. Lahko damo to v podatkovno bazo in potem preiskujemo, združimo z drugimi XML dokumenti, da dobimo neko res veliko bazo. Recimo bolj z mojega področja, lahko uporabimo to kot učno množico za strojno učenje in potem se iz oznak, ki so v tem dokumentu, tudi nekaj naučimo in smo sposobni avtomatsko potem te oznake dodajati novim dokumentom in tako naprej. S tem bi jaz pravzaprav to zdaj zaključil z XML-jem. Par stvari sem spustil, mislil sem, da bo še kaj o Unicode govoril, pa se mi je zdel potem, da za to nekaj ne bo časa. Tukaj bi samo omenil, da Unicode znake se da v XML-ju tudi s temi delci zapisati, če so taki obskurni znaki, ki jih na tastaturi ne najdemo, tako da damo kodo Unicode-a in jo zapišemo kot entiteto. Pa imenske prostore sem spustil, ki pa mogoče nekaj ne bi, ki dosto njih več povedal kot to, da če vidite elemente, ki se začnejo z nečim in imajo potem dvopičje, je to nek imenski prostor in tih lahko potem več kombiniramo v posameznem elementu. Zdaj se mi že razmeroma mudi in bomo na hitro šli čez Text Encoding Initiative. To je iniciativa, ki ima že kar spodobno starost, ustanovljena je bila leta 1987. In spet, podobno kot za CGML, XML, ideja je bila, da se standardizira digitalni zapis besedil, ker so ugotovili, da vsak to po svoje dela in da se ne da več potem procesirati starejših in tako naprej. Samo tu je bil fokus na besedilih in to kakršnih koli besedilih, to se pravi ne glede na jezik, kdaj so bila napisana, kakšnega tipa so, ampak besedilih, ki se uporabljajo pretežno za znanstvene namene. Zato ste pravzaprav tu, ker pri vas večinoma uporabljate besedila v pretežno znanstvene namene. Organizacija, to se je spremenilo čez leta, ampak sedaj že kar nekaj časa, 10-15 let, je tej organiziran kot mednarodni konzorcij
ki ima nek voljen svet, TI Council, par ljudi je zaposlenih, pa preko 70 in to zelo velikih partnerskih inštitucij, ki za svojo članarino pravzaprav podpirajo delovanje konzorcija, ima letne konference, par let nazaj bilo v Zadru, naprimer, se pa nekako seli med Ameriko, Evropo in Azijo ta konferenca, ima zdaj tudi že par let revijo, ima, kar je pomembno, zelo aktiven in prijazen dopisni seznam, kjer tudi, če pridejo začetniki in sprašujejo relativne neumnosti, dobijo prijazen in informativen odgovor. Ima spletne strani, ki so zelo bogate in tudi vzdrževane redno in na njih najdemo tudi dosti učnega gradiva, kot so razni PowerPoint slajdi, cela predavanja o tej poletne šole in tako naprej. In pa zelo pomembno, vse, kar tej naredi, je dostopno po licenci Creative Commons, priznanja avtorstva. To se pravi, lahko vse materiale tej kdorkoli uporabi za karkoli, samo dokler pač reče, da to pa so materiali tej. Glavna stvar, ki je tej naredil, so smernice, TI Guidelines. Te so šle čez kar nekaj revizij. Prva javna izdaja smernic je bila tako imenovan P3. Če zdaj ni jasno, zakaj so se P spomnili, samo s tem so dolgo časa označevali verzije. P3 je bil že leta 1994, kot osnova imel SGML, P4 je šel na XML, so pa še zvrm ohranjali kompatibilno za nazaj z XML-jem, kar je povzročilo kar nekaj problemov. No, ampak 2007 so končno obupali na SGML-jem, zapravo zdaj TIP5 je nekak zadnja ta verzija, se pa sproti posodablja, tipično kar ne par mesecev, ker sproti zbirajo poročila in tako naprej in potem kakšne malenkosti popravljajo. Tako da vidite, zadnja verzija trenutno 2.7.0 je en mesec stara. So smernice nekako pravno, formalno so itak odprte, to sem že rekel, CCBY, so dostopne v izvornem TEI zapisu, ker celotne smernice so tudi zapisane v TEI-ju in pa v izvedenih formatih, kot je HTML, PDF, pa MOBI in tako naprej. Vzdržujejo se na SourceForge, to je nek sistem za razvoj oziroma hranjenje programov tipično, samo so smernice tudi tam in to je zelo lep sistem, ker lahko nadgrajujemo z novimi verzijami in tako naprej. In pa prek spletnega seznama ali pa neposredno na SourceForge, to je tako imenovan ticketing system, lahko kdorkoli poda poročilo o napaki, ki jo najdu, ali pa predloge za izboljšave. Takole izgledajo smernice na spletu v obliki HTML. Kot vidite, tule malo se vidi, so bile tudi vsaj delno prevedene v par večjih jezikov, dostopne PDF, EPUB, tole pa ne vem kaj, mogoče MOBI. In potem imamo pač neke začetne stvari, to so stvari na koncu, dodatki, to je pa glavna stvar, od kateri boste danes poslušali, to so pravzaprav moduli posamezni TEI-ja, ker seveda mi nočemo celotnega TEI-ja za vse uporabljati, je pa za razne tipe besedil in pa načine analize dostopne. Struktura smernic, sem že rekel, da izvorno so kar zapisane v TEI-ju in ideja tukaj je nekaj, kar je prišlo od Knuta, ki je zelo znana v računalniškem svetu, to je all, one document does it all, zelo da te smernice obenem vsebujejo te fragmente shem, teh formalnih načinov, kako nek zapis preverimo, plus besedilo, plus dokumentacijo, ki te elemente in pa cele sklope upisuje. In za dosti stvari so smernice tudi zelo dober uvod, ker so se potrudili, da vsako to poglavje, ki upisuje nek modul, ima relativno dolg in poglobljen uvod v problematiko, slovarja, ali pa tekstno-kritičnih izdaj, ali pa jezikovnih korpusov in tako naprej. Organizirane so smernice so organizirane v module, ene par module obveznih, ki jih mora vsak dokument imeti, kot so na primer metapodatki, kolofon, pa nekako osnovna struktura besedila. Potem imamo pa izbirne module, skoraj v šolstvu, kjer rečemo, bomo pa sedaj delali z slovarjem, pa izberemo modul za slovar, pol je pa še odvisno, kakšne tipe analiz bomo mi delali
besedilom, to ni zvrst besedila, ampak tip analize, so pa spet razni moduli za posamezne tipe analiz, naprimer jezikoslovno ali pa, če nas zanimajo imena, datum in tako naprej. Najprej smo govorili o schemah. Tej kompliciran kot je in velik kot je, ima en svoj sistem za delanje schem. In sicer so se odločili, da bojo oni nek svoj jezik razvili, nek meta jezik za scheme, v osnovi sicer je ta ISO, RelaxNG, samo nad tem so postavili svoj sistem, ki pa pravzaprav ne bi stvari olajšal uporabniku, tako da mi v tem sistemu tej schem pravzaprav samo izberemo, to je minimalno, kar moramo narediti, izberemo, katere module hočemo in je potem stvar s tem lahko kar že zaključena. Lahko smo bolj natančni in lahko recimo izbrišemo vse elemente, ki sicer so del izbranih modulov, ampak nam je že vnaprej jasno, da mi jih pa za svoj projekt, za svoj tip besedil ne bomo šli uporabljati in je s tem potem schema rahlo manjša. Lahko se gremo pa tudi potem bolj kompleksne stvari, kot je, da dodajemo svoje elemente ali pa celo spreminjamo stvari, ki jih ima tej narejene, zato da so bolj v skladu z našimi potrebami. To vse pravzaprav ni tako grozno delati, ker ima tej na spletu orodje, ki se mu reče Roma in je namenjen temu, da z njim generiramo scheme. To je eno orodje, ki ga tej ima jih pa še ne par, no tole je kar stran od tej spletna stran Teja in sicer o orodjih, kot vidimo imamo to Romo za generiranje schem, imamo style sheets, to se prav stile oziroma XSLT programe za konverzijo, o kateri bom še par besed rekel. Tej se tudi kar resno ukvarja z internacionalizacijo, to se pravi, da mi lahko stvari prilagodimo za druge jezike. Zdaj vse te elemente, ki boste gledali, so v angleščini, obstaja celo metoda, da se jih da pretvoriti, lokalizirati v druge jezike, kar se naredi, da se sicer ne splača, no, ampak dosti stvari se da potem za posamezne jezike prirediti. To je zdaj Roma, takole izgleda, da mi pravzaprav bi lahko kar tole pritisnili, pa bi že neko schemo dobili, da bi sploh karkoli spreminjali. Lahko pa imamo tukaj več načinov, kako schemo dobimo. Eno je, da svojo schemo naredimo iz nekih primerov, ki so že na tem spletnem servisu. Potem so tukaj tudi neke druge možnosti, lahko pa potem tudi svojo to prilagoditev naredimo, jo prenesemo na ta strežnik in potem na osnovi naše prilagoditve naredimo schemo. To je bolj tako, da imate nek občutek, v detajle se tu ne bi spuščali. Te stili, zelo pomembna stvar, kot sem že večkrat povedal, z XML sam po sebi je nekako inerten in mrtev in bolj za hranjanje in za izmenjavo, ampak mi z njim nekaj hočemo narediti. No, tej ponuja zelo bogat nabor teh XSLT konverzij v razne formate, ki jih lahko kar uporabimo, lahko jih pa spet prilagodimo za naše konkretne potrebe. Tudi te stvari so javno dostopne, tokrat ni SourceForge, ampak GitHub, ki je rahlo drugačen sistem, ki je pa postal zelo popularen. No, niti ni treba, da si vse te XSL stile naložimo k sebi in pri sebi poganjamo, čeprav to lahko naredimo. Obstaja spletni umestnik, ki nam to omogoča, tako imenovan Oxgarage. No, tej je postal de facto standard za izdelavo digitalnih izdaj, uporablja se res v zelo velikem številu digitalnih knjižnic, rekel bi, da je najbolj popularen v Združenih državah, tudi v Evropi je pravzaprav kar nekaj digitalnih knjižnic, ki imajo vse dokumente spodaj postavljene v Teju. Sicer v manjši meri, ker tukaj pa obstajajo neki drugi standardi, ki so konkurenca, se uporabljajo tudi za korpuse in pa za slovarje. Oni imajo nekje enostranskimi projekti, ki uporabljajo, to se ne vzdržuje najboljšno, ampak jih je več kot 100, ki uporabljajo tej, pa jezikov je pa tudi več kot 30, med njimi tudi slovenščina. Jaz bi rekel, da glede na druge standarde, ki obstajajo, je, kar se mene tiče prednost, je to, da ima že zelo dolgo tradicijo, 30-letno, kar je v računalništvu že kar neverjetno dolga doba.
in skozi to se je pravzaprav skozi prakso, skozi uporabo se je stvari spremljala. Ima zelo kvalitetno dokumentacijo, ima te podporne, da tako rečem, servise, kot je spletni seznam, zelo odziven ta svet, teze na sveti, vse je na SourceForge oziroma GitHub oziroma na spletu, vključno z učnimi materiali in tako naprej. Ima res to zelo bogato tradicijo. In pa nekako se mi zdi zelo uspešno balansira po eni strani to, da imamo neko dosti strogo uredniško politiko, ve se, kdo je za kaj zadolžen, kaj se spremeni in kdaj se spremeni. Moram nehati. Po drugi strani pa velik angažma uporabnikov. Ne? Na tej listi je, ne vem, nekaj okoli 500 ljudi, se mi zdi, in oni podajajo pripombe, vprašanja, ali je tukaj napaka ali ni, ne? In se spuščajo kar v detajle, pravzaprav, kot se to znanstvenikom spodobi. Prav, da imajo ta top-down, bottom-up approach, no, ki se mi zdi, da je zelo, zelo pomembna stvar. Ne? To je za razliko od dosti drugih ISO standardov, kjer se relativno mejhna skupina ljudi sprav in napiše nek standard in postane standard, ne da bi se kadarkoli preizkusil v praksi. Tako da, no, zaključek, nakrat ste slišali o dokumentih XML, kaj so XML scheme in pa en tak uvodni del o tej. Imamo zdaj še par minut za vprašanja, tako da, če vam kaj ni jasno, oziroma kogarkoli kaj zanima, prosim vprašajte.